Pozdravljeni, doktor, tako vam pravijo vaši bližnji, sodelavci, vaše stranke, doktor Peter Čeferin, nedeljski gost na Valu 202. Odvetniški poklic nepretrgoma opravljate od leta 1967, ste legendarni odvetnik z najdaljšim poklicnim stažem v Sloveniji, avtor številnih člankov z področja odvetništva, strokovnih znanstvenih monografij. Sprožili ste številne zakonodajne spremembe, napisali pa ste tudi kar nekaj odmevnih literarnih del. Odvetniški poklic ljubite in v njem uživate. Če vse strasti tega sveta minejo, bo ta strast ostala, ste dejali. Kaj je tisto v odvetništvu, kar vas je tako zelo prevzelo, navdušilo, zasvojilo? Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Od nekdaj me je zanimalo pravo človekovih pravic. V času magistrskega študija na pravni fakulteti so me posebej navdušila predavanja akademika dr. Alojzija Finžgarja na temo osebnostnih pravic. Tudi zaradi tega sem večino svoje odvetniške kariere, tako v praksi kot v teoriji, posvetil kazenskemu pravu, kot zagovornik najrazličnejših obdolžencev v kazenskem postopku. Že sama definicija kazenskega postopka je impresivna. Po tej definiciji je kazenski postopek spopad med enormno močnejšo državo, ki ima monopol nad fizičnim nasiljem, in šibkim posameznikom na drugi strani. Med obima neenakima nasprotnikoma je en sam odbijač, odvetnik, kazenski zagovornik. Za mene pa ni lepšega poklica kot braniti nekoga, ki je v stiski, ki je sam in ki nima nikogar drugega. Zasloveli ste kot neustrašen odvetnik, ki se bori za svojega klienta. Profesor Ciril Ribičič nas je v predgovoru v vaši knjigi Smeh na sodišču, ta je šla pred kratkim, spomnil, da ste zagovarjali tudi njega. Napisal je, da vam vsi, ki ste jih kdaj zastopali, globoko zaupajo, da za svoje kliente naredite vse, kar vam dopuščata ustava in zakon, včasih tudi nekaj malega več, je še dodal. O tem, kaj naredi odvetnik za stranko, kje so meje, se je na primer v povezavi s primerom Makoter in tisto vašo potezo okrog pooblastila veliko razpravljalo in pisalo. Eden izmed kritikov je prišel do vas in vam dejal, da se z vašim dejanjem sicer ne strinja, da bo pa takrat, ko bo potreboval odvetnika, poklical vas. Prav zaradi tega, ker obdolženec v kazenskem postopku nima nikogar drugega kot samo svojega odvetnika, mora ta narediti za svojo stranko vse, kar mora in kar more. Tako sva s sinom Aleksandrom, po tistem, ko so jo prej zagovarjali še drugi odvetniki, prevzela obrambo, ki jo omenjate. Aleksander je na to vložil pritožbo in Vrhovno sodišče je sodbo razveljavilo in odredilo novo sojenje. Ves čas postopka je bila v priporu. Bila je psihično strta. Tehtala je manj kot 50 kilogramov. In ni bila sposobna pripravljati se na svojo obrambo. Celo ni bila sposobna dajati potrebnih informacij svojim odvetnikom. Zato sva z Aleksandrom usmerila vse sile v odpravo pripora. Po zakonu mora sodišče pripor odpraviti, če ne uspe izreči sodbe v 2 letih od vložene obtožnice, in ker je do izteka 2 let manjkalo le nekaj dni, sva najini stranki predlagala, da nama odpove pooblastilo. Ker obravnava brez odvetnika ni bila dopustna, v tako kratkem času pa ni bilo mogoče dobiti drugega odvetnika, ki bi proučil obsežen sodni spis, je bil pripor zoper najino stranko odpravljen. Gospa pa se je na prostosti v miru pripravila na svojo obrambo, poiskala nove dokaze, najela novega odvetnika in bila na koncu oproščena. Če ji midva ne bi predlagala, da nama odpove pooblastilo,
bi še danes prestajala 30-letno zaporno kazen. Nekateri pravni teoretiki so najino odpoved pooblastila kritizirali in jo imenovali za nespodobno. Tudi zato sva s pisateljem Tadejem Golobom dala moji biografiji naslov Nespodobni odvetnik. Odvetniški kodeks pravi, da mora odvetnik izkazovati državljanski pogum. Vi dodajate, da mora odvetnik izkazovati tudi poklicni pogum. Kaj konkretno to pomeni? Eno temeljnih načel, zapisanih v kodeksu odvetniške poklicne etike, je zahteva po odvetnikovi popolni poklicni neodvisnosti od vsakega zunanjega vpliva, ko se odloča, kako bo zastopal in branil svojo stranko. Ker je odvetnik kot kazenski zagovornik pogosto izpostavljen številnim pritiskom, med drugim tudi javnosti, medijev in politike, ga mora poleg državljanskega krasiti tudi poklicni pogum, da vztraja na svojih načelih in svojem prepričanju. Slovenski odvetniki so že v Avstro-Ogrski monarhiji svojo pokončnost izkazovali s prizadevanji za rabo slovenskega jezika v sodnih postopkih, pa tudi z zagovorništvom demonstrantov, ki so že takrat protestirali na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tedanja odvetniška zbornica je na primer pisala oblastnikom, da je lahko prevelika strogost pravosodja v nemirnih časih nevarna, da ta strogost lahko zelo pretrese srce narodovo, kar je pa še vedno aktualna misel. O neodvisnosti slovenskih odvetnikov lahko govorimo od leta 1868 dalje, ko je bil v Avstro-Ogrski monarhiji sprejet nov zakon, imenovan Advokatenordnung, po slovensko odvetniški red. S tem zakonom je odvetnike prenehala imenovati vsakokratna državna oblast in so pričele o tem, kdo izpolnjuje v zakonu določene pogoje za opravljanje odvetniškega poklica, odločati odvetniške zbornice, torej odvetniki sami. Na Slovenskem smo imeli takrat Kranjsko odvetniško zbornico, ki je bila dosedaj v vsej zgodovini slovenskega odvetništva najbolj napredna odvetniška organizacija. Današnji slovenski odvetnice in odvetniki imajo zato v zgodovini svojega obstoja in delovanja svetav zgled. Dr. Čeferin, zakaj sta neodvisnost in samostojnost odvetnikov tako ključnega pomena? Zato, ker je eno od temeljnih načel odvetnikovega delovanja ravno v tem, da je neodvisen od vsakega zunanjega vpliva, ko se odloča, kako bo zastopal in zagovarjal svojega klienta. Zato tudi v času, ko je bilo imenovanje odvetnikov odvisno od milosti vsakokratne oblasti, ne moremo govoriti o samostojnosti in neodvisnosti odvetnikov. Odvetniška zbornica je bila aktivna tudi v času osamosvajanja Slovenije. Zbornica je na primer sprožila postopek pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije, ker civilisti niso smeli biti zagovorniki v vojaških procesih. Ustavno sodišče je to določbo malo pred razpadom Jugoslavije razveljavilo in od takrat naprej so četverico JBTZ smeli zastopati civilni odvetniki. Vi ste tudi zagovarjali enega od te četverice in sodelovali v Svetu za varstvo človekovih pravic, kamor vas je povabil profesor Bavcon. V okviru tega sveta ste preverjali tudi razmere v zaporih in opozarjali, da so zelo slabe. Nekoč ste dejali, da je inštitucija zapora eden izmed največjih neuspehov človeštva, da so zapori nujno zlo in da mora družba zagotoviti take zapore, v katerih je mogoče človeka vredno življenje. 2. julija 1991 je predsedstvo Odvetniške zbornice Slovenije na moj predlog sklenilo, da naša zbornica izstopi iz Zveze republiških in pokrajinskih odvetniških zbornic Jugoslavije in zaprosi za neposreden sprejem v Mednarodno unijo odvetnikov.
Naša zbornica je bila sprejeta v Mednarodno unijo odvetnikov dne 15. maja 1992. Od 27. novembra 2003 dalje pa ima Odvetniška zbornica Slovenije status stalne članice Združenja odvetniških zbornic in odvetnikov v Evropski uniji. Še pred razpadom Jugoslavije sem bil član Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki mu je predsedoval zaslužni profesor kazenskega prava dr. Ljubo Bavcon. Po nalogu predsednika sveta smo organizirali obrambo kosovskih rudarjev v zadnjem velikem političnem procesu pred razpadom Jugoslavije in se ukvarjali z odpravo kršitev človekovih pravic še v mnogih drugih primerih. Po nalogu profesorja Bavcona sem obiskal tudi ljubljanske zapore in podal kritično analizo stanja v teh zaporih s konkretnimi predlogi za odpravo nečloveških razmer v teh zaporih. Slovensko odvetništvo je zagotovo previharilo že veliko viharjev. Vi izpostavljate 3 obdobja glede na vlogo in položaj odvetnikov pri nas. Če strnem, v prvem obdobju odvetnik ni imel veljave, v drugem se je položaj obrambe bistveno spremenil, odvetniki so bili dobro pripravljeni, javnost in mediji so vas hvalili, nato je nastopilo obdobje tajkunov, položaj odvetništva se je ponovno poslabšal, javnost, mediji, politika so zahtevali hitra sojanja, strogo kaznovanje, odvetnikom so očitali zavlačevanje postopkov. Dr. Čeferin, kakšno je stanje danes in kakšno naj bi bilo odvetništvo v prihodnosti? Ko sem začel opravljati odvetniški poklic, odvetništvo ni bilo posebej cenjeno. Mediji obrambi niso posvečali potrebne pozornosti, objavljali so samo obtožnice. Kasneje se je položaj bistveno spremenil. Mediji so se pričeli zanimati tudi za obrambo obdolžencev. Nato je bilo tako imenovano obdobje tajkunov, to obdobje ste pravilno ocenili. Danes imamo moderno in uspešno odvetništvo. Pričakujem, da bo tako tudi ostalo. Nujno je namreč, da bodo odvetnice in odvetniki svoje delo opravljali še naprej v skladu z ustavo, zakoni in kodeksom odvetniške poklicne etike in da bodo pri svojem delu neodvisni in samostojni od vsakega zunanjega vpliva in da bodo delovali tudi s potrebnim državljanskim in poklicnim pogumom. Spomnila sem se na vašo izjavo, da odvetniki v pomembnih trenutkih pozabite na denar. Kakšni in kateri trenutki so to? Če greste po cesti in vidite, da na tleh leži človek, ali pogledate stran in greste naprej, ali se ustavite, da ugotovite, kaj se je zgodilo, mu pomagate oziroma poiščete pomoč. 4 ljubljanski odvetniki smo več mesecev brezplačno zagovarjali na Kosovu obtožene rudarje, ki so bili obtoženi rušenja ustavne ureditve Jugoslavije, za to kaznivo dejanje pa je bila predvidena tudi smrtna kazen. Vsi drugi, ki so ostali doma, pa so nas v času odsotnosti nadomeščali. Pa tudi sicer sem občasno prevzel obrambo ljudi, ki so bili brez denarja in v hudi stiski in ki so me prosili za pomoč. V kodeksu odvetniške poklicne etike je tudi načelo, da naj odvetnik v takih primerih pri honorarju popusti ali pa zastopa stranko brezplačno. Leta 1989 se je v Kosovski Mitrovici, kot ste že omenili, začel montiran politični proces proti 19 starotrškim rudarjem in Azemu Vlasiju. Na koncu svojega govora ste zahtevali v albanščini oprostilno sodbo. Takrat ste tudi dejali, da je bila oprostilna sodba zasluga novinarjev.
Tega odvetniki ne rečete prav pogosto. Besed, ki sem jih v albanščini povedal na koncu svojega končnega govora in s katerimi sem zahteval oprostitev svojega klienta, se ne spominjam, ker mi jih je neposredno pred začetkom mojega govora povedal poleg mene sedeči kolega albanske narodnosti. Je pa bil, kot ste pravilno ugotovili, ta proces političen proces, saj je zasledoval politične in ne pravnih ciljev. To je ugotovila tudi množica tujih novinarjev iz vsega sveta, ki je spremljala farsičnost tega procesa in vsak dan o njem tudi poročala po vsem svetu. Tako tistemu, ki je ukazal začetek tega procesa, ni ostalo drugega, kot da je ukazal tudi njegov konec, in sicer z oprostilno sodbo. Dr. Peter Čeferin, kritični ste do tako imenovanih uličnih sojenj, pravite, da mediji, politika, javnost kar takoj razglašamo, kdo je kriv. Sodniki so tudi zaradi tega pod hudim pritiskom in vi pravite, da je največja zmota prepričanje, da velja oprostilna sodba za sodniško napako. Trditev, da je oprostilna sodba sodniška napaka, je neumnost in ena največjih zmot, ki dokazuje popolno neznanje tistih, ki to trdijo. Prepustimo sojenje sodnicam in sodnikom, ki si zaradi svojega odgovornega dela zaslužijo vse spoštovanje. Vi ste po diplomi nekaj časa delali kot novinar na Gospodarskem vestniku, tudi služba v agrokombinatu Grosuplje je bila za vas posebna izkušnja. Potem ste se odločili za odvetništvo. No, to je tak kratek in precej suhoparen opis vaših začetkov, ki so bili v resnici polni preobratov, usodnih odločitev, precej divjega življenja, veseljačenja je bilo vmes. V življenju sem počel vse, česar se ne smeste, povedali. Že v času študija ste igrali poker, pijančevali, nekaj noči ste preživeli tudi v zaporih, ko so vas pridržali do iztreznitve. In te izkušnje iz burne mladosti, ko ste spoznali tudi ljudi z družbenega dna, so vam, kot pripovedujete, pri odvetniškem delu prišle še kako prav. Če se človek poklicno ukvarja s pomočjo ljudem, ki živijo v bedi in nesreči, je koristno, da spozna njihovo življenje, kakršno je v resnici. In zaradi mojega načina življenja v mladosti sem lažje razumel in razumem nesrečnike, ki so in ki prihajajo v mojo pisarno. Prvo odvetniško pisarno ste odprli v Trebnjem, v gostilni ste najeli sobo, stranke so čakale na sprejem pri točilnem pultu, stanovali ste v Grosuplju, se s fičkom vozili v Trebnje in po vsej Sloveniji na obravnave. Potem ste to pisarno preselili v trebanjsko občinsko stavbo, nato v svojo hišo v Grosuplje, a tudi tam so ljudje stali na cesti v vrsti, hodili okrog vaše hiše, na malo potrebo so šli kar med ciprese, se spominja vaš sin Aleksander. No, potem ste kupili nekdanjo poslovno stavbo gradbenega podjetja Grosuplje, kjer je še vedno sedež vaše odvetniške družbe. S svojima sinovoma Rokom in Aleksandrom ste jo ustanovili leta 1993. Vaša odvetniška družba Čeferin, ki se zdaj imenuje, če jo navedem s polnim imenom, Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, ima 24-urno dežurno službo, nekdo, pravite, vedno spi s telefonom pod blazino. Koliko je trenutno zaposlenih pri vas? V naši pisarni je trenutno zaposlenih 18 odvetnic in odvetnikov, 3 odvetniški kandidati in 8 odvetniških pripravnic in pripravnikov. 11 zaposlenih pa dela v administraciji. Dr. Peter Čeferin, kako to, da vaša odvetniška družba, ki je ena izmed največjih v državi, nima pisarne v Ljubljani? Rojen sem v Ljubljani in ves čas sem živel v Ljubljani.
Do leta 1964 sem bil novinar pri Gospodarskem vestniku. Takrat sem imel tudi intervju z ministrom za kmetijstvo in sredi intervjuja je v ministrovo sobo prikorakal njegov brat, ki je bil direktor Agrokombinata Grosuplje. Prekinil je najin intervju rekoč: "A si ti Čeferin?" Sem odgovoril. "A si sin od Emila?" Sem. Nato je nadaljeval: "A bi ti šel sedaj z menoj na sodišče zastopati naš agrokombinat?" Mene je bilo groza, saj še nikoli nisem bil na sodišču. "Če greš sedaj z menoj na sodišče, ti dam ključe od dvosobnega stanovanja v Grosuplu," je rekel. "Daj ključe," sem dahnil, ker je bila moja soproga tik pred porodom prvega sina Roka, midva pa še nisva imela stanovanja. Na poti od ministrstva, takrat so temu rekli Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo, mi je razložil, zakaj gre, in pravdo sva celo dobila. Nato sem se z avtomobilom, ki ga je vozil moj novi šofer, odpeljal v Grosuplje kot direktor pravnega in splošnega sektorja Agrokombinata Grosuplje. In tako sem, ko sem postal odvetnik, ostal v Grosuplu in tudi z odvetništvom smo nadaljevali v Grosuplu. No, se mi zdi, da je treba povedati, da tisto stanovanje, ki ste ga dobili od Agrokombinata, da ste potem, ko ste zgradili hišo, to stanovanje vrnili, čeprav vam ga ne bi bilo treba. Stanovanje sem vrnil tudi v želji, da s tem pomagam nekomu, ki je v taki stanovanjski stiski, v kakršni sem bil nekoč jaz. V kazenskem pravu velja, da je bolje, če je 10 krivih na prostosti, kot en sam nedolžen v zaporu. Primeru Perič ste posvetili tretjino svoje kariere. 9 let ste ga zagovarjali brezplačno. Bili ste prepričani, da ni storil trojnega umora, a je bil kljub temu obsojen na 30 let zapora. Doktor Čeferin, vas ta primer Perič še vedno preganja? Periča sem zagovarjal več kot 20 let, od okrožnega sodišča v Ljubljani do Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Ne glede na rezultat, sem še vedno prepričan, da Perič ni storil dejanja, zaradi katerega je bil obsojen na 30 let zapora. Sicer pa mene noben primer ne preganja. Ob koncu vsake kazenske zadeve se vprašam, ali sem storil za svojega klienta vse, kar sem moral in mogel. In če je odgovor pritrdilen, se lotim novega primera. Spominjam se svoje prve kazenske obravnave. Zagovarjal sem nekoga, za katerega sem bil prepričan, da je nedolžen. Zato sem mu rekel, da sem prepričan, da bo oproščen. Ko je nato dobil 9 let strogega zapora, sem sedel v svojem fičku pred sodno stavbo, noge so se mi tresle in se nisem mogel odpeljati domov. Pa je pristopila k meni neka starejša sodnica in rekla: "Zberi se ali pa zamenjaj poklic." Biografija, ki jo je na podlagi vašega pripovedovanja napisal Tadej Golob, ima naslov Nespodobni odvetnik, kar je povezano tudi s kaznijo, ki ste jo dobili zaradi tistih krepkih besed, ki ste jih uporabili na obravnavah, in te besede je sodišče razumelo kot žalitve. Zoper kazen ste se pritožili in po 10 letih vam je pritrdilo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je ugotovilo, da vam je bila kratena pravica do svobode izražanja. Pravite, da ste na to svojo nespodobnost ponosni. Evropsko sodišče za človekove pravice je v sodbi, s katero je ugodilo moji pritožbi, ugotovilo, da so mi slovenska sodišča kršila pravico do svobode izražanja in je državo Slovenijo obsodilo, da mi je morala plačati odškodnino za duševne bolečine in povrniti stroške postopka,
Med drugim pa je zapisalo tudi naslednje. Navajam. Kaznovanje odvetnikov zaradi besed, ki so jih izrekli v sodni dvorani, bi lahko imelo tudi zastraševalni učinek na opravljanje odvetnikovega dela. Zgodilo bi se lahko, da se odvetnik, ki se boji, da ga bo sodišče zaradi njegovih ostrih besed kaznovalo, ne oglasi v bran svojega klienta, ko bi se moral oglasiti. S prestrogim kaznovanjem odvetnikov bi bila torej po mnenju Evropskega sodišča prekršena ne le pravica do svobode izražanja odvetnika, ampak tudi pravica do obrambe njegovega klienta. Ponosen sem, ker se na to sodbo sklicujejo tudi mnogi evropski odvetniki, ki se znajdejo v podobnem položaju, v kakršnem sem bil jaz kot Peričev zagovornik. Dr. Peter Čeferin, vedno ste simpatizirali s šibkejšimi, branili ste take, ki jih nihče ne mara, ki jih preganja država, nikogar niste odklonili, zagovarjali ste pedofile, morilce, kajti tudi oni imajo pravico do obrambe. Samo v enem primeru, po vašem prepričanju, pa odvetnik stranke ne sme sprejeti. V zakonu o odvetništvu je določba, da odvetnik prosto odloča o tem, ali bo sprejel zastopanje stranke ali ne. Glede na že večkrat omenjeno definicijo kazenskega postopka, da je odvetnik v neenakem spopadu med enormno močnejšo državo in posameznikom edini odbijač, menim, da je odvetnikova dolžnost, da sprejme vsako stranko. Samo v primeru, če je odnos odvetnika do stranke ali do stranki očitanega dejanja tako negativen, da bi zaradi tega utegnila biti njegova obramba šibkejša, mora zastopanje ali obrambo odkloniti. Vedno je treba namreč upoštevati samo interes stranke. Ne spominjam se, da bi v svoji karieri kdajkoli kogarkoli odklonil. No, lahko rečemo, da ste zagovarjali ravbarje in žandarje. Morda je bilo ravbarjev malo več. Branili ste domnevnega tihotapca ljudi Lončariča, Davorina Sadarja, lastnika borzno-posredniške hiše Dadas, državnega sekretarja Borisa Šuštarja, ki je bil osumljen prejemanja podkupnine. Ko ste zagovarjali Sandija Grubeliča, lastnika podjetja Trend, ki je prodajal avtomobile na leasing, se je začelo govoriti, da ste mafijski odvetnik. Na vas so letele take in podobne negativne oznake, hkrati pa vam je družba ploskala, ko ste se na primer vrnili z procesa na Kosovu. Ali po vseh teh letih kaj obžalujete, bi kaj naredili drugače? Svojo biografijo z naslovom Nespodobni odvetnik sem v knjigi sklenil takole. Ničesar, kar sem v življenju storil, ne obžalujem. Za vse, kar sem v življenju napačnega storil, sem plačal. Tako ali drugače. Pa še to. Ko sem začel opravljati odvetniški poklic, sem vzel v račun, da me ne bodo imeli vsi radi. Ko sem se vrnil z Kosova, kjer sem organiziral brezplačno obrambo kosovskih rudarjev s slovenskimi odvetniki, so me v Sloveniji vsi hvalili in me imeli za nekakšnega narodnega junaka. Vse takrat na novo ustanovljene politične stranke so me vabile, da kandidiram za poslanca v parlamentu nove države. Ko pa sem prevzel obrambo Grubeliča, so me imenovali Grubeličev konsiljere. Ko sem prevzel obrambo Lončariča, so mi rekli in tudi zapisali, da sem sovražnik države številka 1. Trenutno sem nespodobni odvetnik. Zagovarjali ste tudi izbrisane. Izbrisani nikoli niso prišli do pravičnega zadoščenja.
Veliko jih sodnega epiloga ni niti dočakalo. Kot vaš klient, nekdanji oficir v jugoslovanski armadi, ki mu je Vrhovno sodišče po pravdi, ki se je vlekla leta, priznalo pokojnino 1 leto po njegovi smrti. Malemu človeku se v bitki z državo dogajajo krivice. Nihče ne odgovarja. Ali v takem primeru lahko rečemo pravosodju krivosodje? Pravosodje je samo pravosodje in nič drugega. Če stori prvo sodišče napako, lahko prizadeti vloži pritožbo na višje sodišče. Če s tem ni zadovoljen, gre lahko na Vrhovno, pa na Ustavno sodišče, na koncu še na Evropsko sodišče za človekove pravice. Zato je vsako drugačno imenovanje pravosodja žaljivo in nedopustno. Glede mojih primerov oficirja in izbrisanega, ki jo omenjate, pa pravne poti nisem imel več. Ni mi preostalo drugega, kot da sem zaradi tega ta 2 primera objavil v knjigi, ki je nedavno izšla. Srečevali ste se s kršitvami človekovih pravic, z diskriminacijo Romov, primere stereotipov ste našli tudi v zapisih sodišča in tožilstva. Opozarjali ste na nesprejemljiv odnos do istospolno usmerjenih. Na vaše pozive sta reagirala Zapuščinsko sodišče in Ustavno sodišče. Slednje je ugotovilo, da je zakon o dedovanju v tem delu v neskladju z ustavo. Da se je položaj istospolnih, transspolnih začel urejati tudi z zakonodajo, imata zagotovo zasluge civilna družba in pogumno odvetništvo. A vse doseženo je seveda treba varovati, braniti, nič ni dano za vselej. Položaj istospolno usmerjenih je glede dedovanja rešilo Ustavno sodišče tudi v nekem našem primeru. Položaj Romov pa se še vedno rešuje s povečano represijo in z uporabo ograje. Namesto, da bi položaj Romov reševali z edino pravilnim načinom, z integracijo s preostalim prebivalstvom. Dosegli, sprožili ste kar nekaj pomembnih zakonodajnih sprememb, med njimi tudi to, da ima vsak, ki mu policija odvzame prostost, kot vidimo na primer v ameriških filmih, pravico po telefonu poklicati odvetnika po lastni izbiri. Ko sem bral diplomsko nalogo sina Roka, me je navdušil položaj obdolžencev in vloga zagovornikov v nekaterih drugih državah. Zato sem obiskal takratno predsednico družbeno-političnega zbora in ji predlagal, da republiški zakon o policiji dopolnimo z določbo, da ima nekdo, ki mu policija odvzame prostost, pravico poklicati odvetnika in policija ne sme pričeti z zasliševanjem osumljenca, dokler ne pride odvetnik. To določbo smo morali dati v takratni republiški policijski zakon, ker je bil takrat zakon o kazenskem postopku še zvezni zakon. Predsednica družbeno-političnega zbora je imela posluh za ta moj predlog in takratni parlament je tako predlagano spremembo zakona sprejel. Ta sprememba policijskega zakona v 50a členu ima dvojni pomen. Navzočnost odvetnika zagotavlja zakonitost postopka. Po drugi strani pa odvetnik kot priča pri zasliševanju osumljenca s svojo navzočnostjo zagotavlja tudi, da zasliševanje osumljenca poteka korektno, brez nedopustne uporabe psihične in fizične sile s strani organov pregona. Ko omenjava spremembe, pri katerih ste imeli dejavno vlogo, je treba povedati še, da po vaši zaslugi lahko v sodni palači vsi uporabljamo stranišče zastonj. To je res. Na sodiščih so ljudje, ki čakajo na sojenje, živčni, in urejenost sanitarij ter njihova dostopnost sta še kako pomembni. Takratnemu predsedniku okrožnega sodišča sem predlagal,
naj ukine plačevanje uporabe stranišča vsaj v kazenskih zadevah, ki so brezplačne, in s svojim predlogom sem uspel. Uporabe stranišča od takrat naprej ni treba več plačevati nikomur, ne samo v kazenskih, ampak tudi v pravdnih in nepravdnih zadevah. Dr. Peter Čeferin, pravite, da je bila Avstro-Ogrska monarhija zadnja pravna država na našem ozemlju. Tam so dali vsak zakon, preden je bil objavljen v uradnem listu, prebrati kmetu in delavcu. Če sta ga razumela, je bil zakon dobro napisan. Kakšni so po vašem mnenju današnji zakoni in omnibus zakoni, ki jih ne dajo pred sprejemom brati kmetom in delavcem oziroma ki niso, kot rečemo zdaj, v javni razpravi, ki se jih ne piše strokovno in tudi ne vedno z najboljšimi nameni? Predvsem lahko zahteva država spoštovanje zakonov le, če so napisani tako, da jih državljani razumejo. Poleg tega je bistveno, da ti zakoni zasledujejo pravne in ne političnih ciljev. Od sodnic in sodnikov pa pričakujem tudi nekaj več. In sicer, da ne uporabljajo zakonov samo črkobralsko. Nekje sem prebral definicijo črkobralstva, takole se glasi. Črkobralstvo se zgodi, ko se nekdo osredotoča samo na črke zakona, namesto da bi upošteval njegov resnični pomen, duh ali širši kontekst. Gre za obliko pravnega formalizma, ki pogosto vodi v absurdne, nepravične in neželene rezultate, saj izključuje uporabo zdrave kmečke pameti in življenjske logike. V eni izmed svojih kratkih zgodb opisujete, da je imela sodnica, ko še ni bilo tok, na obravnavi majico z napisom I love you, kar je vašega obtoženca precej zmedlo. Zgodba o sodnici, ki ste jo omenili, je resnična. Je pa prav, da smo uvedli za sodnice in sodnike tudi toge, tako kot tudi v mnogih drugih državah, saj posebno oblačilo sodnic in sodnikov prispeva tudi k dvigu avtoritete in spoštovanja tistih, ki odločajo o usodah ljudi. Zanimiva tema so tudi končni govori, s katerimi se sklenejo kazenske obravnave. Kako odvetnik najučinkoviteje nastopa, s čim prepriča? Končni govor zagovornika na kazenski obravnavi je krona glavne obravnave. V končnem govoru odvetnik analizira dejansko in pravno stanje stvari in predlaga vsebino sodnikove odločitve. Trenutno sodelujem v univerzitetnem projektu skupaj s predstavniki AGRFT, Vrhovnega sodišča in Filozofske fakultete z naslovom Gledališka empatija v sodni dvorani. V svojem prispevku zastopam stališče, da za učinkovito zastopanje in obrambo klienta ni dovolj, da odvetnik obravnava zadevo od zunaj, ampak se mora vživeti v čustvovanje svojega klienta. Tako kot se mora vživeti v čustvovanje osebe, ki jo bo predstavil na odru, tudi gledališki igralec. Oba, odvetnik v svojem končnem govoru in igralec na odru, pa morata biti v svojih izvajanjih jasna, logična, razumljiva, po potrebi pretresljiva in predvsem prepričljiva. Pogovarjamo se z legendarnim slovenskim odvetnikom dr. Petrom Čeferinom. Prvi del pogovora sva posvetila odvetništvu, pravu. No, zdaj še nekaj besed o vašem literarnem ustvarjanju. Zelo zgodaj ste napisali 2 satiri, ki sta bili uprizorjeni.
Objavam strokovnih člankov in knjig znanstvenih monografij je pozneje sledilo plodno literarno obdobje. 6 knjig s kratkimi zgodbami, Valad, Moje odvetniško življenje, Moje zgodbe 100 sodniških, Prepoznava in druge zgodbe, Smeh na sodišču. Ste pravi mojster kratkih zgodb, tudi sodniki so vas imeli radi zaradi kratkih tožb in kratkih pritožb. Z novinarjem Vasjo Jagrom pa sta napisala napet roman Sodni dnevi. Dr. Peter Čeferin se soavtorstvo oziroma sostorilstvo pri pisanju knjig obnese? Že leta 1963, ko sem bil še novinar, sem napisal 2 satiri, ki so jo v okviru literarno-satiričnega kabareja z naslovom Smeh ni greh uprizorili v Mestnem gledališču ljubljanskem. Kot odvetnik sem prvo knjigo 45 kratkih zgodb napisal ob 45. obletnici obstoja naše pisarne. Za vsako leto eno resnično kratko zgodbo. Pri pisanju te prve knjige kratkih zgodb sem začutil tako radost literarnega ustvarjanja, da sem na to napisal še 5 knjig kratkih zgodb, vsako leto ena. Napisal sem tudi 3 strokovne knjige o zgodovini slovenskega odvetništva, potem, ko sem več let proučeval arhiv Odvetniške zbornice Slovenije od leta 1868 do nastanka samostojne države. Knjigo Sodni dnevi, ki je prevedena tudi v srbski in hrvaški jezik, sem napisal v sostorilstvu z raziskovalnim novinarjem Vasjo Jagrom, to pa na zahtevo urednice Cankarjeve založbe, ki je želela, da se moj pravni jezik spremeni v knjižnega. To sodelovanje z Jagrom je bilo uspešno. S pomočjo knjige Nespodobni odvetnik in z več kot 400 resničnimi kratkimi zgodbami, objavljenimi v 6 knjigah, vas zelo dobro spoznamo in izvemo tudi, da je bila vaša edina pavšalistka, prodajalka ljubezni. Bralcu pa zaupate še, da ste od nekdaj oboževali ženske, brez zadrege ste napisali tudi, kje, kdaj in s kom ste izgubili nedolžnost. Pavšal je oblika plačila stranke, ki vsakodnevno potrebuje pravno pomoč. Stranke, predvsem podjetja in druge pravne osebe, namreč želijo pravno pomoč ob vsakem času, za plačilo odvetnikovih storitev pa plačujejo odvetniku mesečni pavšal v določenem znesku. Pogodbo o pavšalu z edino fizično osebo sem imel sklenjeno samo z eno prodajalko ljubezni iz tujine, ki so jo nadlegovali nekateri delavci organov pregona, češ, če mi ne daš brezplačno, bom poskrbel, da boš izgnana iz Slovenije. V takem primeru jim je že ob začetku njihovega spolnega nadlegovanja izročila mojo vizitko in od tega trenutka dalje je imela mir. Kar zadeva oboževanje žensk, kar omenjate, je res, da zelo spoštujem in cenim osebe ženskega spola in sem tudi rad v njihovi družbi. Govori se, da je vaša najnovejša knjiga Smeh na sodišču razprodana. Založnik mi je povedal, da je v ponatisu. Je literarno ustvarjanje, dr. Čeferin, donosen posel? Za mene vsekakor ne. Pri vseh knjigah, ki sem jih napisal, sem se namreč odpovedal honorarju in dohodku iz prodaje v korist vsakokratne založbe, ki je knjigo izdala. Vsake nove knjige pa sem neskončno vesel, ker se počutim, kot da se mi je rodil nov otrok. Z mediji, dr. Čeferin, ste bili povezani najprej kot novinar, še pogosteje in dlje pa kot odvetnik in seveda kot bralec, poslušalec, gledalec. Opažate, da je v moderni družbi vse manj bralne javnosti, kritičnih intelektualcev.
in da so seveda vse bolj skomercializirani mediji odslikava družbe, v kateri živimo. Osebno imam najraje profesionalno resen časopis, ki ga v fizični obliki vzamem v roke vsako jutro in berem pri zajtrku. Nad vsemi drugimi bralnimi možnostmi pa nisem posebej navdušen. Dr. Peter Čeferin, spremljate življenje in delovanje svojih otrok, Roka, Petre in Aleksandra, podpirate jih, se z njimi posvetujete in oni z vami. Povedali ste tudi, da so odločitve, ki ne dopuščajo posvetovanja in jih mora človek sprejeti sam. S svojimi 3 otroci sem imel veliko srečo. Da so to, kar so postali danes, je predvsem zasluga njihove matere, to je moje pokojne soproge Ane, ki je bila stroga in pravična in ki je vzgojila ne samo moje otroke, ampak tudi mene. Bila je učiteljica in po rodu kraševka, kar je tudi zelo pomembno. Z Rokom se posvetujem predvsem o ustavnem pravu, pravu človekovih pravic in civilnem pravu, z Aleksandrom o kazenskem pravu, športu ter o zunanji in domači politiki, s hčerko, ki je profesorica teorije arhitekture na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, pa se posvetujem o umetnosti in filozofiji. Od dneva, ko se je rodil vaš prvi sin, Rok Čeferin, se 40 let niste dotaknili alkohola. Opisujete, da je dr. Rok Čeferin zadržan, premišljujoč, temeljit, odločen, ukvarjal se je s športom in glasbo, skoraj 30 let je opravljal odvetniški poklic v odvetniški družbi Čeferin, je specialist za civilno in medijsko pravo. Leta 2019 je nastopil funkcijo ustavnega sodnika, decembra 2024 je postal predsednik ustavnega sodišča. Človek z izjemno kariero, znan tudi po nekaterih odmevnih primerih, zastopal je na primer gospo, ki jo je kot otroka zlorabil župnik, za njegovo dejanje, ker je med postopkom umrl, je bila cerkev obsojena na plačilo odškodnine, kar je edinstven primer v širšem merilu. Hčerka Petra je arhitekturo študirala v Ljubljani in v tujini, bila je Fulbrightova štipendistka, ima 2 doktorata, je predavateljica, kot ste dejali, in avtorica številnih strokovnih člankov knjig. Aleksander Čeferin je junija 2016 objavil svojo kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze, septembra je v Atenah zmagal, hudo mi bo, ko ga ne bo več v sosednji pisarni, a ga podpiramo, ste rekli takrat. Aleksander Čeferin pa je napisal: Oče je moj vzornik, moj zaščitnik, moj prijatelj, verjel je vame, vedno, tudi takrat, ko ni nihče. Čudovite besede, ob katerih se mi kar zatrese glas. Zagotovo ste zelo ponosni na svoje otroke. Tako Petra kot Rok sta zelo uspešna pri svojem delu. Za Aleksandra pa so že 1 leto pred koncem njegovega sedanjega mandata kot predsednika UEFA številne nacionalne nogometne zveze pisno predlagale, da ponovno kandidira za naslednji mandat predsednika Evropske nogometne zveze. Dr. Čeferin, bi si želeli, da vaš sin Aleksander enkrat v prihodnosti vstopi v politiko, o tem se je veliko govorilo? Sedanja funkcija predsednika UEFA Aleksandru omogoča, da ima lahko kadarkoli kontakt s katerimkoli predsednikom države ali vlade v Evropi in izven nje, ter s katerokoli mednarodno organizacijo ali organom. Ocenjujem, da zato lahko naredi na tem položaju za Slovenijo mnogo več, kot na katerikoli funkciji znotraj Slovenije. Kaj pa bo počel v bodoče, se bo odločil sam. Otroci do vas gojijo spoštovanje, vi pri vzgoji in komunikaciji z njimi niste uporabljali argumenta moči, pač pa vedno moč argumenta, pravite. Ženo z mamiko, kot ste ji govorili, sta se pri vzgoji dopolnjevala, ona je bila palica, vi korenček, bila je strastna privrženka športa, močna osebnost,
stroga do sebe in do drugih. Spoznali ste jo v študentskem naselju v Rožni dolini, takrat je bila študentka prava, poročila pa sta se 3 mesece po tistem, ko sta se prvič videla. Bila sta nerazdružljiv par. Z vselitvijo v novo hišo ste začeli pisati dnevnik z naslovom Kronika hiše Čeferin. Vanj ste opisovali vse, kar se je dogajalo v vaši družini. Dnevnik ste nehali pisati, ko je julija 2002 vaša žena po dolgotrajni bolezni umrla. Takrat ste v to kroniko napisali: danes je najbolj žalosten dan v mojem življenju. To, kar ste pravkar povedali, spoštovana gospa Tatjana, ste povedali tako lepo, da kakršenkoli dodatek z moje strani ni potreben. Družina Čeferin še vedno, če je le mogoče, rada praznične trenutke preživlja skupaj. Če seštejemo vas, vaše otroke in njihove družine, koliko vas sedi za mizo? S svojimi otroci, z njihovimi partnerji in njihovimi otroci ter vnuki mojih otrok sem še vedno v rednem kontaktu. Kadar je Aleksander v tujini, se skoraj vsak dan pogovarjava po telefonu. Trenutno širša družina Čeferin šteje 23 članov, saj sem pred nekaj dnevi postal že 3. pradedek. Čestitke. Hvala lepa. Številne praznike in rojstne dneve smo do lani praznovali skupaj v moji hiši, od lanskega leta dalje pa v Aleksandrovi, ker imam v svoji dnevni sobi premajhno mizo. V dednem zapisu vaše družine, dr. Čeferin, sta pravo in odvetništvo v generacijah pred vami in za vami. Zanima me, ali imate še vedno spravljeno pismo, ki ga je gospa Mici Čeferin v zadnjih dneh svojega življenja dala vašemu očetu, svojemu sinu Emilu, ki je bil tudi pravnik. Ob koncu Prve svetovne vojne, ko je razpadla Avstro-Ugrska monarhija in je nastala nova država Jugoslavija, sta se spoznala tudi moja babica Mici Čeferin, hčerka trgovca iz Postojne, in avstro-ugrski oficir Madžar Aladar Takač. Na prvi pogled sta se zaljubila, vendar zaradi razpada ene in nastanka druge države nista smela živeti skupaj, njuna zveza je bila prekinjena, češ da je on pripadnik sovražne vojske. V žalosti, ker svoje drage Mici ni mogel več videti, je odšel v Ameriko, sicer pa je bil tudi on po poklicu pravnik. Babica je mojemu očetu izročila pismo njegovega očeta Aladarja, ki ga moj oče nikoli ni videl, niti ni Aladar vedel, da ima sina. In v tem pismu je Aladar zapisal naslednje: Liebe Mici, povej mi, ali so kakšne posledice najinega čudovitega srečanja v hotelu Union. Na to pismo ni odgovorila, ker so ji starši prepovedali in ker tudi ni vedela, kam naj piše, ker je Aladar zavedno odšel. In to pismo imate vi In to spravljeno? pismo imam jaz. Na klasični gimnaziji v Ljubljani ste se učili latinščino in starogrščino. Za latinščino ste navdušili tudi pomočnico svoje frizerke, ki ima zdaj na nogi vtetoviran latinski rek. Serva ordinem et ordo servabit te, kar pomeni ohrani red in red bo ohranil tebe. Dr. Čeferin, svojo dušo in telo ste ukrepili s karatejem. Ste mojster karateja. Aktivno duševno delo terja tudi močno telesno pripravljenost. 30 let sem se ukvarjal s karatejem, zadnjih 20 let pa 3-krat na teden treniram v fitnesu z istim osebnim trenerjem. Še vedno igrate golf? Rad imam tudi golf. Golf je eden redkih športov, ki mi omogoča, da na vse drugo pozabim,
saj sem ves čas igranja skoncentriran samo na žogico. Poleg tega sem slišal, verjeli ali ne, da je golf na drugem mestu med športi, takoj za skokom s palico, pri katerem aktivno delujejo vse mišice človekovega telesa. Dr. Peter Čeferin, 2 leti po ženini smrti ste si na zelo originalen način zamislili tudi iskanje spremljevalke. 7 jih je prišlo v ožji izbor. Težko je biti človeku sam. Zato sem si po 2 letih vdovstva med kar nekaj zanimivimi damami pred več kot 20 leti izbral najboljšo partnerko. To je Ria, nekdanja stevardesa, s katero imava zelo originalno zvezo. Vsak od naju ima svojo hišo. Ria pride vsako sredo po fitnesu in čez vikend k meni, druge dneve pa se posvečava vsak svojim dejavnostim. Ria je velika ljubiteljica narave, pri svoji hiši ima čudovit zelenjavni vrt, ki ga obdelujeta skupaj z mamo. Ko je pri meni, obiskujeva kulturno-umetniške, športne in druge prireditve, igrava golf, preživljava skupaj dopust, potujeva in tako naprej. Ja, radi potujete, prekrižarili ste skoraj ves svet. Ob Amazonki ste na primer domačinom povedali vers pesnika Lorke v španščini. Vprašali so vas, koliko žensk ste osvojili z njim, in vi ste odvrnili, da več kot 100. Ne zaupaj moškemu, deklica, posebej pa ne meni. To ti povem, ker te ljubim. Kako to zveni v španščini? Ko sem vse to povedal riberenosom, kot se imenujejo prebivalci ob Amazonki, so bili navdušeni. Stekli so v svoje kolibe po pisala in moral sem jim počasi narekovati ta stavek, da so si ga lahko zapisali. Vprašali ste me, kako ta vers zveni v španščini. Ga bom povedal, a ker sicer nobene druge besede ne znam špansko, ne zagotavljam, da bo izgovorjava pravilna. Tako se glasi: No te fies del hombre, de mi el primero, esto te digo, niña, porque te quiero. Desetletja ste garali po 12-15 ur na dan, še vedno ste zaposleni, delate namreč kot svetovalec v vaši odvetniški družbi. Rekli ste, da se življenje začne pri 80-ih. Zanima me, kako zdaj potekajo vaši dnevi. Vsak dan grem v pisarno, 3-krat na teden sem v fitnesu, občasno napišem kakšno knjigo, imam predavanje in tako naprej. Sicer pa ima starost tudi določene prednosti. Jaz nimam težav z negativnimi čustvi, kot so jeza, sovraštvo, ljubosumje, zavist in tako dalje. Kajti ta čustva so zelo obremenjujoča. Imam določene življenjske izkušnje, ki jih mlajši od mene nimajo. Ohranil pa sem neko pomembno lastnost, za katero priporočam, da naj nanjo v starosti ne pozabijo tudi drugi. Ta lastnost je radovednost. Dr. Peter Čeferin, znano je, da imate radi umetnost, srečujemo vas v gledališču, na koncertih. Kako na vas deluje poslušanje klasične glasbe? Obožujem glasbo in ne samo klasično. Ko sem zvečer sam doma, se najraje sproščam s poslušanjem glasbe. Pri slikarju Rudolfu Španzlu ste naročili svoj portret in nekega dne je prispela k vam domov prelepa, ogromna slika. Morali ste podreti 2 metra visoko peč, da ste jo lahko obesili na zid. Nekega otožnega jesenskega dne, ko je deževalo, sem se spomnil, da bi bilo morda prav, da po mojem odhodu z tega sveta ostane v naši pisarni, ki sem jo ustanovil s svojima sinovoma, vsaj en moj manjši portret.
Izbral sem uglednega slikarja Rudija Španzla in glede na predvidene cene takih slik naročil izdelavo mojega portreta v manjši velikosti. Pred začetkom slikanja je njegova žena, ki je tudi slikarka, nama je ponudila steklenico šampanjca in pred odhodom domov nisva s slikarjem niti začela z upodabljanjem moje malenkosti. Pri izhodu iz ateljeja pa sem slikarju rekel samo: "Glej, da moja slika ne bo manjša od portreta, ki si ga izdelal za kardinala Rodeta." In res je bila, ko so jo pripeljali k meni domov, ogromna. Dr. Peter Čeferin, 28. junija imate 88. rojstni dan. Načrtujete kaj posebnega, kaj si želite? Tako kot 31. december ni edini dan v letu za slavje, tudi iz mojega rojstnega dne ne bom delal kakšnega posebnega cirkusa. Praznovali ga seveda bomo v družinskem krogu, vendar ni nujno do 28. junija. Takrat bom na dopustu. Čeprav smo člani družine zelo povezani, smo tudi zelo zaposleni in nekateri se nahajajo tudi v tujini, zato običajno praznujemo rojstne dneve več članov družine skupaj. In kaj si želite? Želim si, da bi na tem svetu enkrat zavladal mir, ljubezen in zdrava pamet. Dr. Peter Čeferin, srčno upam, da se bo vaša želja uresničila. Hvala za pogovor in srečno. Spoštovana gospa Tatjana, hvala tudi vam za ta prijetni pogovor.